Sam so tele Švedi od hudiča, ne? Te povabijo ven, rečejo, a boš kaj popil, pa prideš sem, pa vidiš leden pult, pa ti dajo tole v roko, pa rečejo, ok, zdaj si pa sam nared kozarc iz tega. Veš kaj, danes sem pa za nalaž prehranil vse tiste kratke videe, ko vzletim pristanem, to sem danes naredil 3-krat, pa sem prišel kar na Estersund, zato ker se bo tukaj veliko stvari dogaja, takih zanimivih, kaj točen, povem po naslednjih kadrih. Ok, zdaj pa preden pokažem, pa povem karkoli drugega. Jaz toliko okoljskega pogleda iz hotelske sobe nisem še nikoli. Ne toliko zaradi okolice, kakor zaradi lovskega aviona, ki zgleda, da se bo ravno kar zaletel v tole šipo pred mano. Stari, lej to! Reč kar češ, ampak Švedi znajo okrasiti parkirišče. A veš, kjer avion je to? Za začetek valjda smo na Švedskem, to mora biti Saab. Saj ti veš, da Saab je, pa še zdaj dela tudi aviona, ne? Tole, kar pa vidiš tukaj gor, je pa Saab A29 Tunan. Z dvema najema, če bo slučajen Google. Zgleda mal hecen, mogoče mal neokreten, razmeroma kratek je bil, ampak hiter, ki 100 metrov čez Jurija je letel. Pa je bil razvit v 40-ih predstavljen, mislim, da leta 50, upokojili so ga pa 76. Najma, ni to en tak fin pa lušten presenečenje za začetek dneva. Čeprav je v bistvu že konc dneva. No zdaj pa tako, pravzaprav sploh ne vem, kako naj začnem. Kakorkoli dolgočasno se bo to slišal, jaz imam ful rad takšne tehnične delavnice. A ti razložim zakaj? Meni se zdi, da ko prijem na en takšen dogodek, pa kdorkoli me povaba, je to avtomobilska znamka, a je v tem primeru Continental, jaz imam feeling, da stopim v časovni stroj, da grem v prihodnost. Mislim, kaj lahko boljšega od tega, da imaš ti kot avtomobilski novinar neposreden stik z ljudmi, ki tako ali pa drugače močno vplivajo na to, kaj se bo v avtomobilski industriji sploh zgodilo. Danes, čez 5, čez 10, 15 ali pa 20 let. Zato pravim, da je to ene vrste časovni stroj. In zdaj, da se razumemo, ne, tukaj je toliko materijala, tukaj ne snovi, ki bi jo rad razložil, da bi lahko mimogrede zakompliciral, ampak obljubim, da bom vse skupaj naredil čim bolj preprosto, da bom naredil en tak dober povzetek tega, kar smo danes slišali, kar smo poslušali več kot 2 uri. Pa po mojem, če začnem kar s temle, vidiš, kaj tukaj piše Vision Zero. To se pravi po slovensko vizija nič. Ok, ta slogan smo slišali že marsikje, ne samo pri Continentalu, tudi pri Volvotu, pa še kje druge. Ampak ajde, kaj zdaj ta Vision Zero sploh pomeni v tem primeru? Pravzaprav gre za evolucijo ene takšne vizije, ki bo s pomočjo tehnologije pripeljala do tiste ničle. Najprej v prometu nič več smrtnih žrtev, zatem nič več poškodb, na koncu, to je končni cilj pa, nič več prometnih nesreč sploh. In valjda smo vse skupaj začeli s pregledom avtomobilske varnosti skozi zgodovino. Mislim, je hecen videti, kako so bili videti prvi crash test. Bad situation for Angleži, ne? Kdo pa drug? Ok, zdaj pa brez jebancije. Smrtnih žrtev po cesti, po celem svetu je zelo veliko. Pa brez veze, da blebetam, poglej si tale slajd. Stari, si videl to? 1,4 milijona smrtnih žrtev na let. 50% od teh so pa tisti najbolj ranljivi. Pešci, kolesari, motociklisti. Ne mi reči, da ne pozna vsak vsaj enega, ki se je tako ali pa drugače ali hujš poškodoval v prometni nesreči, ki prihaja iz te ranljive skupine ali je pa celo umrl. Jaz ne poznam samo enega, poznal sem jih več. Pa prihajam iz Lukovce, ni veliko ljudi. Ni veliko prebivalcev. Danes bo veliko slajdov, to opozarjam že vnaprej, ampak daj si na naslednjem recimo pogledaj, kje na svetu so ceste najbolj nevarne, kje je največ smrtnih žrtev. No in Continental se v okviru tega Vision Zero vsega skupaj loteva zelo sistematsko. No in pol so, če res na grobo povzamem, vse skupaj razdelili na 4 področja. Ta prvo področje so gume, pa imamo tukaj tehnologijo povezano z zavorami pa zavornimi sistemi. Na tretje področje so elektronski sistemi, ki tako ali pa drugače stabilizirajo vozilo v primeru panike. Četrti steber je pa tako ali pa drugače povezan z avtonomnim zaviranjem pa avtonomno vožnjo. Zdaj vam pa valjda pripravljam še en graf, predvsem za tiste, ki pravijo, vsa ta elektronka pa tehnologija, tega jaz ne nucam. A ja, ne nucaš? Zdaj recimo poglej tale graf, ki ti prikaže, kako se je število žrtev v prometnih nesrečah začel nižati in to rapidno v povezavi z novimi sistemi, ki so prodirali avtomobilsko industrijo v avtomobile. A, stari, od varnostnega pasu do ABS-a, prek ESP-a, do sistemov, ki te zadržujejo znotraj voznega pasu, pa bog ve, kam še gre tehnologija in koliko človeških življenj se bo dalo na tak način še rešiti. Jaz drugače nisem za grafene. Sploh, če so take predstavitve, sem
potencial za zelo hitro začeti zehati, ne? Ampak tale pa moraš reči, da je bil dober. Ok, zdaj pa končno, pa brez odlašanja k konkretnim rešitvam. Pa, če smo začeti pri gumah, Continental je tukaj pravzaprav predstavil dve novi gumi. Prva, ki bi rad pokazal, je tale Winter Contact TS 860S. Kar dolg ime za gumo. Gre za high performance gumo, ki se bo znašla na športnih ali pa superšportnih avtomobilih, ne vem, 911, kakšen AMG pa tako naprej. Zakaj sploh obstaja jasno, da potencira vozniški užitek, obenem pa da si kukar toliko varen, če se športnim avtom voziš po podlagi, ki je spolzka. Drugač pa tale zunanji del, zunanje rebro je namenjeno za boljši handling avtomobila. Tale pas, ki ga vidiš tukaj, igra ključno vlogo pri zaviranju, predvsem na suhem. Pomoč pa tele tri večje kanale, jih vidiš, te pa pomagajo pri tem, da je performance gume na splošno boljši. Zdaj pa ti meni nekaj povej, ko se voziš po snegu, a je boljš, da so kanali prazni ali da so nafilani s snegom? Kaj ti misliš? Dej vzem dve kepi snega v roke, ker zdaj ga imamo tudi pri nas doma neki, pa jih začni drgati eno ob drugo in boš zelo hitro opazil, da je trenja zelo velik. Sneg na sneg, dober prijem. Zato ustvarjalci gum stremijo k tem, da te kanale čim prej napolnijo snegom, da se sneg noter nabuta, ker to pol pomeni boljši oprijem. Je pa pol tako, da imaš kupenih različnih verzij take gume, a veš, zato ker vsaka avtomobilska znamka ima svoje specifične zahteve in pol jih v tem primeru Continental ali pa druge gumarske znamke prilagodijo za določene modele. Zato se pol znamke vedno lahko hvalijo, ko pride nov model ven, ne pa rečejo Continental ali pa whoever je to gumo razvil posebej za nas. To je v bistvu na en način res. Oni naredijo osnovo, pol jo pa tvikajo od avtomobilskega modela do avtomobilskega modela. Tole gumo bom pa sam na hitro omenil Viking Contact 7, to je v bistvu guma bolj primerna za skandinavske dežele, pa tako naprej. Gre za gumo, ki je mehkejša, ko v toplem vremenu sploh ne dela dobro, v mrzlem tukaj pa kar rastura. Predvsem je odlično odvodnavanje, to se pravi, da voda hitro ven steče. Ok, gremo zdaj naprej do meni najljubšega dela danes. A veš, kaj je tole? To so žebljički, tisti, ki jih proizvajalec namontira prelep noter v pneumatiko, da boš drži, če se voziš recimo po Skandinaviji. Ne? Tega je tukaj veliko. Veš, tukaj so predstavljeni koncepti žebljičkov od leta 2003 do 2014. Imajo pa eno skupno lastnost. Čisto vsi po vrst so aluminijasti. No, kontinentalovci so pa zdaj pogruntali nekaj novega. Vidiš, to je ta čisto najnovejši. No, s čem je fora, da je praktično cel gumijast. Aluminija je samo še spodaj, nekaj zelo malega pa kapca, ta ostaja iz kovine, valjda. Ok, komotor, zdaj pa razloži, zakaj guma pa ne kovina, a ne bi tist bož držal na snegu, predvsem pa na ledu? Ne, pa ne bi. A veš zakaj? Aj pa da ti pokažem klasično gumo s klasičnim žebljičkom, vidiš? In zakaj je ta nov učinkovitejši od ta starega? Veš, ko se žebljiček oziroma vrh žebljička dotakne leda in če tale pult ledena podlaga, zelo dobro vidiš, da se lahko žebljiček v led zarije sam tokle, v bistvu tokle, pa nič več. Če imaš pa ti tukaj okrog gumo, se pa guma prej ali slej zaradi sil, ki jih guma ustvari na podlago, vda pa se žebljiček zarije veliko globi in zaradi tega so pridobili do 7% pri trakciji. Jaz vem, da za 7% ne sliš veliko, ne? Ampak generalno gledano, evolucija od 2.3 pa do 2.14 ni naredila 7% napredka. Zdaj pa iz nule z enim novim žebljičkom 7%. Zato je to tako veliko. Ok, pojmo zdaj na del zavornega sistema, ki ga je razvil Continental. V tem primeru gre za tole enoto, ki se je znašla tudi že v serijski proizvodnji, v katerem avto bom povedal pol. Dolgovezu o tej tehnologiji ne bom, zato ker če sem čisto iskren, to poslušati je, če nisi res geek, malo dolgočasen. Je pa zanimiv, da je ta sistem od prejšnjega 30% lažji, manj komponent ima, je pa tudi neprimerno odzivnejši, pa dvakrat hitrejši. Danes ga lahko najdeš v Alfi Giulii, pa v Stelviju tudi, pa mislim, da še v dveh Mercedesih, v EU pa v GLC-ju nisem ziher. Tukaj spet prijemo do tizga, kar sem vedno rekel, da pri Continentalu so gume, prav gume, 25% njihovega posla. Vse ostalo so pa druge tehnologije in tole je še en dober primer zračnega vzmetenja. Prvič ga je Continental pokazal pri novi drugi generaciji Panamere in gre za to, da ima dve zračni komori z dvema ventiloma. No, še malo zanimiva je pa tale enota. Veš zakaj? Continental je pravzaprav prva znamka na svetu, ki je ponudila zaprt sistem zračnega vzmetenja. Veš, klasični sistemi za zračno vzmetenje zrak spuščajo ven, pa ga pa spet nafilajo. To vzame veliko energije. Tukaj pa zrak konstantno kroži med vzmetmi,
pa med rezervoarjem in nikamor vmes ne uide, zaradi tega pa prehranijo do 70% energije. So pa na letošnjem CES-u v Vegasu dobili nagrado za inovacijo, za tole. No, zdaj smo pa že praktično na koncu. Če si do zdaj zdržala, super, zdaj pa na vrsti ena najbolj atraktivnih stvari. Mislim, da jo že poznate, če ste spremljali moje vloge iz frankfurtskega avtosalona. Gre za gumo, no ja, gre za tehnologijo, ki bo, če gledamo realno, v prakso prišla čez 10 let, tako pravi pri Continentalu. Posebnost tega sistema je pa, da se ne samo guma, ampak tudi feltna po širini prilagajajo vozišču, mislim, razmeram. Različne vozne razmere zahtevajo različno stopno oprijema. Pa da ne bom vseh programov kazal, dajmo pogledati dva primera. Tole je v bistvu način navadne vožnje. Odtis zgleda takole, poglej. Standard, ne? Zdaj pa ti zapelješ na podlago, na sneg, kjer je oprijema ekstremno malo. Mogoče si slo obtičil, ok, rabiš več oprijema, pa predpostavljamo, da ima tale guma tukaj na strani spajke, ki se v tem trenutku sploh ne dotikajo ceste, pa ti pritisneš gumb, pa se vse skupaj prilagodi. Pa pazi, kako se bo površina, s katero se guma dotika tal povečala. Le zdaj to. In kar naenkrat je odtis takšen. Vidiš, koliko več oprijema lahko zgeneriraš potencialno s takšno tehnologijo, če bi lahko prišla. Tista stvar čez 10 let, tehnologija, ki bo prišla pa dost prej, recimo čez 3 do 5 let, so pa recimo aktivni senzori, ki tako ali pa drugače nadzirajo, kaj se dogaja z gumo, naprimer znajo zmeriti samodejno tudi koliko globok je profil. Da so vse skupaj pokazali, so prenesli tudi res velik žebu. In pa ga lahko takole not porinaš. A veš, za tak plastičen prikaz, kako sistem zazna take stvari in kako pa tudi odreagira, pa gumo samo od sebe napolni, pa tako naprej. Ok, to je bilo res na grobo opisano to, kar smo mi danes zvedeli. Sicer smo šli mi veliko bolj v detajle, meni je bilo ekstremno zanimivo. Upam, da ti ni bilo dolg čas. Danes je bila teorija, jutro pa tako, kot sem že prej rekel, praksa. Ajde, čau. Sam so tele Švedi od hudiča, ne? Te pa vabijo ven, rečejo, a boš kaj popil, pa prideš sem, pa vidiš leden pult, pa ti dajo tole v roko, pa rečejo, ok, zdaj si pa sam nared kozarc iz tega. Mislim, mi gre za to tako dobro, ker si predstavljam, da oblikujem žensko telo. Mon amour. Roka me boli. Počas bolej. A ja, Michael Jordan, so najboljše za rojsten dan. Prav je že par dni mem. 55 je bil star, veš to? Ja, veš to ful uživam. Jaz sem zaključil. Kako se ti zdi? Pour me something, please. Ja, nač? Na zdravje.